Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o podmorniški vojni. Operacija Paukenschlag je bila akcija nemške mornarice med drugo svetovno vojno. Januarja 1942 je bilo po ukazu admirala Dönitza na vzhodno obalo ZDA napotenih 5 podmornic dolgega dosega. Za svoj brutalni lov so prevozili kar 5500 km. V drugi svetovni vojni je bila verjetno operacija Paukenschlag označena kot bobnarski udar, eden največjih nemških podmorniških napadov. Cilj operacije je bil potopiti čim več trgovskih ladij koalicije v pristaniščih blizu obale Severne Amerike, ki jih je Nemčija smatrala za ključne za prevoz surovin in orožja. Nemške podmornice so se spustile v pristanišča kot so New York, Baltimore in Norfolk, ki je v Angliji, in tam potopile več kot 100 trgovskih ladij. Ta operacija je bila izjemno uspešna za Nemčijo, saj je nastala velika škoda koalicije. Podmornice so potopile ali poškodovale več kot 200 000 ton tovora na trgovskih ladij v severnoameriških vodah, kar je bil velik udarec za koalicijo, ki je bila odvisna od dostave surovin in opreme preko Atlantika. Med drugo svetovno vojno je bila podmorniška vojna ena od ključnih vidikov boja med silami osi in zavezniki. Oba tabora sta si prizadevala za nadzor nad morskimi potmi, saj so bile te ključne za prevoz surovin in orožja. Nemčija je imela začetno premoč v podmorniški vojni, saj so bile njihove podmornice moderne in tehnično napredne. Uporabili so tudi novo taktiko, imenovano Wolfpack oziroma volčje krdelo, kjer so skupine podmornic lovile trgovske ladje in jih potopile. Ta taktika je bila izjemno uspešna za Nemčijo. Uspešno je uničevala velike količine trgovskega prometa koalicije po Atlantiku. Vendar pa so se zavezniki kmalu prilagodili in razvili novo taktiko za boj proti podmornicam. Razvili so radar in sonar, ki sta jim omogočala lažje odkrivanje podmornic. Razvili pa so tudi taktiko konvoj, kjer so trgovske ladje plule skupaj v skupinah pod zaščito vojaških plovil. To je zmanjšalo uspešnost Nemčije v potopitvi trgovskih ladij. Drugi pomemben vidik podmorniške vojne je bil razvoj radarskih in sonarskih motenj, ki je podmornicam onemogočil skrivanje. Po drugi strani je zanesljivost Nemčije v tej vojni zmanjševal tudi konstanten pomanjkljaj potrebnih surovin za proizvodnjo podmornic. Ključno bojišče podmorniške vojne se je odvijalo v Atlantiku, kjer je Nemčija poskušala potopiti trgovske ladje koalicije, ki so prinesle surovine v Združeno kraljestvo. Koalicija pa se jih je trudila zaustaviti in ohraniti trgovske poti odprte. V podmorniški vojni je bilo potopljenih več kot 3000 trgovskih ladij, večinoma od strani nemških podmornic. Kljub začetni premoči Nemčije je koalicija na koncu prevladala v podmorniški vojni, saj jim je tako uspelo zmanjšati uspešnost Nemčije zaradi svojih taktik. Zaradi tega se je tudi zmanjšala potopitev trgovskih ladij. Otto Kretschmer, znan tudi kot Tihi Oto, je bil eden izmed najuspešnejših nemških podmorniških poveljnikov med drugo svetovno vojno. Ena izmed najbolj znanih bitk, v kateri je sodeloval s podmornico U-99, potopila 2 britanski konvojni ladji v Atlantiku, iz Anglije v Egipt. Bitka se je odvijala v izjemno težkih pogojih, v gosti megli in z omejeno vidljivostjo, vendar je Otto uspel potopiti oba plovila z natančnim manevrom svoje podmornice. To je bil eden izmed največjih zmag nemških podmornic v zgodnjem letu vojne in je prinesel Otto veliko slavo med vojaškimi voditelji in javnostjo. Med drugo svetovno vojno je bila ena izmed najboljših nemških podmornic tip 7. To je bil standardni tip podmornice, ki je bil uporabljen v večini nemških podmorniških operacij med vojno. Podmornica tipa 7 je bila dolga do 67 metrov in tehtala je kar 769 ton. Imela je 2 torpilni čeljusti, ki so lahko spustile do 14 torpedov. Imela je tudi kompletno opremo za potapljanje in plovbo pod vodo, periskopski stolp in različne sisteme za odkrivanje plovil. Imela je tudi velik domet in hitrost, ki je znašala do 17 vozlov nad vodo in 7,6 vozlov pod vodo. Najboljša na tej podmornici je bila njena vsestranskost, saj je bila sposobna prepotovati dolge razdalje.
odpraviti se na dolga potapljaška potovanja in se spopasti z različnimi vrstami plovil, kot so trgovske ladje, križarke in podmornice. Prav tako se je izkazala za izjemno trdnost, saj so jo nemški mornarji uporabljali v izjemno težkih vremenskih in ostalih pogojih, ter jo uspeli vrniti v bazo tudi po hudih poškodbah. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.